ETI je vodilni svetovni proizvajalec rešitev za stanovanjske, poslovne in industrijske električne inštalacije, distributor električne energije za nizko in srednjo napetost ter močnostno elektroniko in polprevodnike. Poleg tega proizvaja tudi izdelke tehnične keramike, orodja in naprave ter izdelke iz plastike in tehnične gume. Sedež podjetja ETI je lociran v centralnem delu Slovenije, v Izlakah. Ker živimo v stičišču različnih kultur, lahko razumemo pričakovanja ter prepoznamo želje strank iz različnih držav. Smo zanesljiv mednarodni poslovni partner. Pomemben del naše strategije je internacionalizacija, kar smo dosegli z ustanovitvijo naših hčerinskih podjetij. Prisotni smo v Bosni in Hercegovini, Srbiji, na Slovaškem, Nemčiji, Ukrajini, Litvi in Rusiji. Naše proizvode uspešno tržimo v več kot 60 državah po celem svetu. Naša več kot 50-letna tradicija v kombinaciji z dolgoletnimi izkušnjami in našim lastnim znanjem nam prinaša stabilnost in nam omogoča varno poslovanje v prihodnosti. Prav lepo pozdravljeni v oddaji Gost tedna. V prejšnji oddaji smo gostili zagorskega župana Matjaža Švagana, v tokratni oddaji gostimo trboveljskega župana, gospoda Vilija Trevna. Dobrodošli v našem studiu. Hvala. Mimogrede, preden greva na tisto prvo temo, kakšno je sodelovanje med zasavskimi župani? Se kje sestajate, se kje srečate, se kje pogovarjate? Ja, mislim, da se kar pogovarjamo, vendar lahko bi se še več. No, v zadnjem času smo dosti sodelovali na področju regijskih razvojnih programov, ker je bilo potrebno še počrpati ta sredstva iz zadnjega razpisa, tako da smo imeli 2 seji sveta regije. No, seveda ob tej priliki se pogovarjamo tudi o drugih aktualnih problemih, kot je naprimer energetika, kot je naprimer reorganizacija upravnih enot oziroma upravnih okrajev in podobno. No, midva sva v prejšnji oddaji odprla nekako tudi problematiko goloseka na Žrebljevem hribu. Takrat ste kar precej povedali, tisto, kar ste povedali, je tudi kar dosti odmevalo v javnosti in ni bilo še nekih zaključkov. Zdaj, kaj več veste, zakaj je do tega goloseka prišlo, lahko rečemo zdaj že kar čisto točno, nestrokovnega, zagotovo. Torej, vem več, ker smo zelo aktivni na tem področju. No, na tistem zadnjem sestanku z glavno republiško inšpektorico za okolje in prostor in z glavnim gozdarskim inšpektorjem smo ugotovili, da je izvajalec sečnje lesa, to je Gozd Ljubljana, prekoračil odločbo o dovolitvi poseka na območju Žrebljevega hriba, ki ga je izdal Zavod za gozdove, pisarna v Zagorju ob Savi. Po tej odločbi ni bil dovoljen golosek, ampak izvajalec je golosek opravil. S tem je prekoračil tudi seveda samo odločbo, samo dovoljenje o poseku lesa z izgovorom, češ da je ta metoda poseka z vlako in s tem celotnim mehaničnim izvajanjem tega poseka, da zahteva ekonomija poseka takšno in takšno lesno maso. No in zaradi tega seveda so prekoračili in so posekali več kot 70 debel preveč, s tem napravili tudi golosek. No in takoj smo seveda pristopili k izdelavi geotehničnega geološkega poročila, ki ga je izdelalo podjetje Ozing d.o.o. iz Trbovelj. No in po tistem razgovoru, kot sem ga že pravkar omenil, imamo sedaj v ponedeljek ali torek, točno še ne vem pa, da bo v začetku prihodnjega tedna, imamo pa razgovor pri direktorici Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, skupno z direktorjem Zavoda za gozdove in seveda predstavniki naše občine, kjer se bomo dogovorili, da bo Zavod za gozdove zahteval od izvajalca poseka, se pravi Gozd
Ljubljana, da opravi tiste začasne nujne sanacijske ukrepe, da ne bi prišlo do plazenja tal, še posebno ob večjih količinah dežja. Tu gre za izvedbo odvodnjavanja vode iz tega področja, gre za izvedbo nekaterih utrditev same cestnega ustroja in pa teh brežin ter plazine seveda v prvi fazi z materialami iz lesa, iz debelj. No, po zimi pa bodo morali izvesti še nekatere druge ukrepe, ki izvirajo z tega programa. Kot pravim, v ponedeljek ali torek se bomo o tem dogovorili pri direktorici sklada kmetijskih zemljišč in gozdov. Preprečiti je treba namreč iz te preteče plazine eventualno plazenje na individualne hiše na Ojstrem in pa seveda na regionalni cesti Trbovlje-Hrastnik preko Ojstrega. Kjer je že veliko teh pilotov, ker je bila ta investicija kar precej draga. Ta investicija je bila vredna več kot 1 milijon evrov in je v celoti iz pilotirane stene. Zdaj, ko gozdarji recimo odredijo, da se lahko kakšno drevo poseka, je čisto laično potem na taki spetini se odločiti potem za golosek, pa tudi, da se čisto do tal poseka. Človek bi pričakoval, da ostane saj meter še debla, ki bi nekaj časa, dokler nova drevesa ne zrastejo, to nekako zemljo zadrževalo. Zakon o gozdovih taksativno našteva, kdaj je dovoljen posek. In nobeden izmed teh pogojev, zakonskih pogojev, niso bili izpolnjeni pri predmetnem poseku. Se pravi, da je šlo za prekoračitev izdanega dovoljenja o poseku. Sekalo se je, koliko so nam tamkaj stanujoči povedali, ko smo snemali, vse naši gledalci lahko tudi spremljajo nekaj teh slik, so nam rekli, da se je kakšen teden to delo opravljalo. Zakaj recimo takrat ni prišla kakšna kontrola pa rekla, preveč sekate? Sekalo se je več kot teden dni, sekalo se je 14 dni najmanj. Jaz sem se seveda na povabilo sosedov takoj odzval in sem naslednji dan že si ogledal sam posek. No in ko sem se pogovarjal z izvajalcem, je rekel, vse predno boste vi dosegli kakršnokoli odločbo, je rekel, bomo mi že svoje delo upravili, pospravili mašinerijo in odšli. Takšne pa stališče, ki je, kot pravite, dovolj zgovorno samega izvajalca del. Tudi če se pogledate poseke v Jelovici, naprimer, to je tudi v zagorski občini, boste videli, da poberejo zlatnino lesne mase, vse ostalo jim je pa vnemar. Pravilnika sploh ne upoštevajo in ne pospravijo za sabo, tako kot naprimer sem videl pretekli teden, ko sem se vračal iz Celovca preko Podkorena in so tudi tam opravili golosek na določeni parceli, vendar je vsa lesna masa oziroma vse vejevje so odstranili. In tu imajo poseben stroj na vozilu, ki pobira vejevje, ga premleje in hkrati že nalaga na keson samega vozila. Se pravi, takoj že lesne sekance predelajo. In je gozd počiščen. Na drugi strani pa puščajo meter do meter pa pol visoke panje, predvsem zaradi tega, da se ohranja koreninski splet in da seveda korenine že posekanega lesa nekako še garantirajo varovanje in trdnost te strmine oziroma samega terena. Pa glede na to, da je tam na Žrebljevem hribu tudi vetrolno področje, se zdaj vidi, da ob strani poseka se zdaj veter podira druga drevesa. Ker je ratal naraven kamin. In vemo, kakšen vlek zračne mase je v teh kaminih. Podobno kot je v kaminih v hišah,
kjer jih uporabljamo. Ja. Glavnem, veliko napak, upamo, zdaj, ki veliko se verjetno postoriti ne da, nekaj da, da bodo nekateri za to tudi odgovarjali. Ne? To verjetno vsi pričakujemo. Odgovarjali v smislu zavarovanja plazine z ukrepi, ki izvirajo z geološkega poročila OZING-a. Ok. Proračun občine Trbovlje za to leto je sprijet. Kaj so, gospod župan, glavne značilnosti letošnjega proračuna? No, rekel bi predvsem to, da je proračun investicijsko najbolj naravnan, kar se tiče mojega mandata. Na eni, na drugi strani pa seveda tudi nadvse socialno naravnan. In pa tudi varčevalno naravnan. Torej, v samem proračunu imamo več kot 45% investicijskih odhodkov. Tu gre predvsem za investicije na področju družbene dejavnosti, kot vemo, za samo šolo, gradbeno-energetsko sanacijo osnovne šole Trbovlje. Potem gre za gradbeno in energetsko sanacijo in adaptacijo ter razširitev kapacitet vrtca Pika Polonica. Potem gre za komunalno infrastrukturo, se pravi, imamo več kot 1,5 milijona evrov sredstev za komunalno infrastrukturo, se pravi za vročevod na relaciji Havk oziroma občina do Hitmarketa. Potem gre za investicije v vodovodno omrežje preko 250 tisoč evrov in pa seveda tudi še nadalje v kanalizacijsko omrežje tudi več kot 250 tisoč evrov. Tako da več kot skoraj 800 tisoč evrov namenjamo za tekoče in investicijsko vzdrževanje samega stanovanjskega in pa poslovnega fonda občine Trbovlje. Tako da, kot pravim, je investicijsko proračun dobro naravnan. Kar se tiče socialne naravnanosti, seveda smo morali upoštevati glede na ugotovljene trende rasti socialnih transferjev, smo morali seveda ta sredstva nekako smo skušali zagotoviti tudi v letošnjem proračunu. Zaenkrat nam to uspeva. No, da je pa varčevalno naravnan, pa pomeni predvsem to, da smo vsi, začenši z mano in pa z občinsko upravo, kot tudi vsi javni zavodi v lasti občine Trbovlje, da smo 10 do 15% zmanjšali sredstva za materialne stroške, kar pomeni, da v tem letu bomo morali še bolj skrbno gospodariti, predvsem zato, da bomo te investicije izvedli in da bomo v prihodnjem letu normalno poslovalo in delovalo. No, greva na te zadnje aktivnosti v občini in sicer okrog energetske prenove osnovne šole Trbovlje in tudi vrtca. Že enkrat ste mi v oddaji dejali, da redno vsakotedensko spremljate, kako vse skupaj poteka, ali gre po tistih terminskih planih. No, kakšno je stanje na današnji dan? Torej, glede na zadnjo koordinacijo, ki je bila preteklo sredo, če ponovim, so predstavniki občine, potem nadzor, ki smo ga mi izbrali, potem predstavniki izvajalca in pa seveda tudi podizvajalcev in pa seveda tudi predstavnik oziroma koordinator za varnost pri samem delu. No, na zadnji koordinaciji smo nekako ugotovili, da dela zaostajajo približno za tam 20 dni, kar pomeni, da je še vedno držimo rok tam do 10. 15. junija, najkasneje bi morala biti dela po zagotovilih vseh izvajalcev tudi končana. Potem moram reči, da so vsa rušitvena dela v bistvu končana, da je objekt pokrit z novo kritino, celotna šola in telovadnica, da je izdelana tudi vsa potrebna izolacija pod strešno kritino, da so pozidani vsi parapeti, da je šola in telovadnica v celoti zastekljena, da je v telovadnici že nov tlak, nova betonska plošča,
da smo izbrali že tudi vse vrste zaključnih tlakov, tako v sami telovadnici, kot tudi v očinicah in spremljajočih prostorih, govorimo o zbornici, govorimo o prostorih vodstva, same šole in drugih prostorih, da so elektroinštalacije praktično že pri koncu, da se pričenja sedaj seveda z samimi strojnimi inštalacijami, da je kanalizacijski kolektor v polnem teku, da je kineta, da popravljajo kineto na poškodovanih delih hidrotoplotnega ogreva in da bodo zamenjali tudi te pokrove na tej kineti. Skratka, nabralo se je že tudi nekaj dodatnih del, zaenkrat v višini tam okrog 40 000 evrov. Gre predvsem za dela, ki niso bila predvidena z samim projektom ali pa niso mogla biti predvidena, ko odpreš posamezne te sklope na sami šoli, če lahko rečem po domače, se pokaže drobovje. In takrat lahko šele ugotoviš, kaj je potrebno še dodatno zamenjati. Ker umestno pa je, da se sedaj, ko je kineta odprta, ko imamo drobovje nekako razgaljeno, če se lahko tako izražim, da se sedaj popravijo tisti nujni deli, da ne bodo potrebno čez 2-3 leta posegati in odpravljati napake, ko bo šola dejansko nova šola in bi se naredila velika škoda kasneje. Bodo ta dodatna dela, torej dodatni denar bremenila občinski proračun? Seveda. Za koliko mislite, da se bo vse skupaj podražilo? Zdaj zaenkrat 40 000 evrov. Zaenkrat je 40 000 evrov, nekako predvidevamo, da tam do... Čeprav ni dobro, da to povem, mogoče to pride na uho izvajalcev in bo vedel, kakšno so naša predvidevanja. Ne bom povedal, vendar moram reči, da vse predloge za dodatna dela, da vse predloge temeljito preučimo, torej na sami občini, vključno z nadzorom našim, in seveda potem izvedemo dokončne razgovore in nekako pristanemo na ta dodatna dela. Kot pravim, zaenkrat je sodelovanje z glavnim izvajalcem korektno. Dal nam je vsa zagotovila ustna, da bo projekt pravočasno končan. No in kot pravim, sem prepričan, kljub temu, da se v dolini marsikaj govori, saj vemo, Trbole so polne fovšije, polne podtikanj, polne zlobe, predvsem nekaterih dejavnikov, predvsem tistih, ki se že pripravljajo na letosne občinske volitve, vendar vse bomo naredili za to, da bomo seveda otrokom in pa učiteljskemu zboru zagotovili normalne pogoje, kljub temu, da imajo tudi sedaj normalne pogoje za svoje delo, ampak pogoje, rekel, v bistvu novem šolskem objektu. Vrtec? No, kar se vrtca tiče, smo dobili tudi sklep o dodelitvi evropskih sredstev zadnjega razpisa razvoja regij v višini 523 000 evrov. Mi smo sedaj pripravili tudi že samo projektno nalogo in seveda imenoval sem tudi samo projektno skupino, ki bo vodila ta projekt. Tu gre seveda za pridobitev novih prostorov s to adaptacijo samega vrtca Pikapolonica, to je največji, no, to je vrtec, kjer je tudi ta centralna kuhinja, ker imamo vsako leto, skušamo zagotoviti vsem staršem oziroma vsem otrokom ob upisu, da se dejansko lahko vključijo v vrtec. Tu bomo dobili dodatne prostore za 2 igralnici na obstoječi terasi. V celoti gre za gradbeno energetsko prenovo tega vrtca, od nekaterih novih tlakov do strešne kritine, potrebnih izolacij, do novih oken na kompletnem objektu in tako naprej, do centralne kurjave.
S tem bomo seveda, vsemi temi deli bomo prihranili 30% energije potrebne, se pravi, sredstva za ogrevanje bodo najmanj za 30% nižja, kot so sedaj. V celoti pa bomo seveda prenovili tudi to centralno kuhinjo, ki je v tem vrtcu, kar pomeni, da bo potem seveda bodo pogoji za delo tako, bi rekel, vzgojiteljskega kadra, kot tudi otrok veliko bolj prijazni kot so doslej. Na eni in drugi strani pa seveda bomo varčevali z samo energijo. No, ko občani pa tudi ljudje slišijo, da se kakšen projekt podraži, takoj pomislijo na TEŠ, kjer, mislim, v bistveno večjih denarjih se tam govori, ampak ne, kaj takšnega podobnega se pri teh projektih, ki ste jih zdaj našteli, ne more se to narediti, ker je že sama zasnova projektne naloge povsem drugačna, seveda tudi neprimerno nižja od te zasnove, ker je tudi samo spremljanje izvajanja del stalno, kontinuirano in seveda tudi transparentno. Ničesar ne skrivamo, vse povemo, odprti smo za vse informacije, razen tiste, ki so v poslovnem interesu same občine. No, razen na Facebooku niste zelo pogosti, tam pa ne odgovarjate. Ne odgovarjam in tudi ne bom odgovarjal, ker na neumnosti ne bom odgovarjal. Že tako nimam dobenega časa, da bi se pa ukvarjal še z odgovori na neumnosti, predvsem tisti, ki so neumnosti počeli, pa se sedaj sprenevedajo in pozabljajo, imajo zelo slab spomin, na tisto pa ne bom odgovarjal. Nimam časa za Facebook, čas za Facebook imam mogoče ob raznih praznikih, da takrat si vzamem čas in da ljudem voščim. Sicer pa sem na razpolago v ostalem času, vse imamo na spletni strani občine, vse imamo na Facebooku občine, vse informacije pošiljamo medijem tudi preko elektronske pošte, se pravi, kdor hoče komunicirati z nami, vendar korektno, pošteno, ni nobene težave. Če boste pa kandidirali, če se boste tako odločili, bo pa tako priložnost, da se boste soočili s tistimi, ki menijo drugače. Lansko leto, lahko rečemo, je bilo tudi v znamenju prenove tiste ceste, ki gre pod bolnico. Recimo, da je do polovice zdaj to končano, sledi še od zdravstvenega doma proti pizzeriji Dimnik, pa še marsikaj, tudi tisto, kjer je bilo sodišče, parkirišče nekako ni v ponos občin, ne vem, kaj lahko tam občina sploh postori. Kaj se bo, kdaj se bo vse to, kdaj se bo do dela nadaljevala? Torej, prva faza je praktično končana, to je faza na relaciji Partizan do zdravstvenega doma. Potrebno bo tam urediti še, bi rekel, sam vstop na stadion Rudar, kar se tiče vstop na prireditve, in pa seveda to ograjo in pa tribuno ob rokometnem igrišču vzdolž pločnika. Kar se pa druge faze tiče, bo ta še zahtevnejša in gre za kompletno prenovo ulice s mini krožiščem v premjera 18 metrov pri zdravstvenem domu. Tu gre predvsem za umiritev prometa, ker vemo, da se tu nahaja veliko prebivalcev vseh starostnih kategorij, zaradi zdravstvenega doma, zaradi bolnišnice, zaradi Rudarja, zaradi Partizana. Mini krožišče. Mini krožišče. No in pa potem seveda kompletna prenova ceste do Dimnika in potem do križišča pri Kamnikar na regionalni cesti. Vključno z komunalno infrastrukturo, ki jo je potrebno zamenjati, vključno z ureditvijo parkirišč na desni strani, če se peleš od Dimnika proti zdravstvenem domu, tam ne bo pločnika, tam bodo parkirišča. Za, ne vem koliko, mislim, da pride tam nekaj več kot 20 parkirišč. Pločnik bo na levi strani,
se pravi ob K4, vključno z klančinami za invalide. Potem pride kompletna nova povezava med Kešetovim in to cesto ob K4 in med Kešetovim 4. Novo stopnišče za pilotno steno in pa z klančino za invalide, z to stezo. Potem pri Kešetovem 7 bomo zamenjali vsa korita in vso asfaltno podlogo nad bivšimi skladiščem za premog, ker so imeli še toplotno postajo na premog. Tam bomo uredili zelenico in seveda ustrezen hodnik za pešce. Tako da bo tudi to, ta odsek dobil povsem novo podobo. In pa seveda potem še na sami relaciji do križišča pri Kamnikarju, kjer bomo seveda tudi razširili sedaj tesen vhod na parkirišče na Salomin, ker se ne moreta srečati na tem odseku, na tem izvozu že dva osebna vozila, kaj pa šele dovozni tovornjaki za potrebe trgovine in pa gostišča. Tako da v bistvu bo ta ulica dobila praktično novo podobo, bolj prijazno podobo, da bo tudi ta del mesta bolj mobilen in seveda, da bodo Trbovlje nudile boljše pogoje za življenje in pa bivanje vseh, ki se bodo na tej ulici nahajali. Kdaj se dela začnejo? Dela se bodo začela takoj po zimi, končana pa morajo biti najkasneje do konca meseca avgusta, kjer moramo že do konca septembra, glede na to, da smo pridobili evropska sredstva, na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo oddati vso potrebno dokumentacijo, kar se tiče zaključnega poročila, vključno z črpanjem vseh finančnih sredstev, evropskih sredstev za ta projekt, kot tudi sama dokazila o dokončanju del. Še področje bivšega sodišča, tistega parkirišča, kako se bo to lahko rešilo? Torej, gre za parkirišče, ki je v stečajni masi. Moram reči, da sem razočaran, vendar ne nad stečajno upraviteljico, ampak da sem razočaran nad tem sistemom, ki smo ga sprejeli slabe banke. In moram to javno, če dovolite, javno povedati. Mi smo se stečajno upraviteljico dogovorili in smo napravili en konzorcij občine in pa dveh podjetij v zasebni lasti, da bi skupno kupili objekt bivše železokrivnice na nasipih, poslovne prostore na SGP Zasavja v stečaju na Savinjski cesti 15 in pa objekt samskega doma na Savinjski cesti 9. Stečajna upraviteljica je naše ponudbe, ki smo jih oddali, pozitivno ocenila, vendar, ker je na vseh teh objektih hipotekarni upnik skupina Nove Ljubljanske banke. Mi smo se s sektorjem za rizična vlaganja, s direktorico in pa pomočnikom direktorice tega sektorja NLB-ja pogovarjali v mesecu oktobru in nekako našli nek skupen jezik. Sedaj pa se je pojavila slaba banka. In na Ljubljanski banki so ugotovili, da teh 350 000 evrov, kot bi jih dobili po naših ponudbah za vse navedene 3 objekte, da bodo pri slabi Ljubljanski banki dobili več. 2-krat več kot od nas ali pa 3-krat, celo 3-krat več. In seveda so dali na zahtevo stečajnega senata negativno mnenje. Kar pomeni, da moramo sedaj napeti vse aktivnosti, da bi od slabe banke odkupili te 3 objekte. Kar se občine tiče, to pomeni dolgotrajnejše izvajanje projekta bivalnih enot, izgradnje bivalnih ali pa zagotavljanja bivalnih enot na Savinjski cesti 9, o katerem sva že govorila. In zopet to ni v naših rokah. Mi smo ves postopek korektno izvedli, ampak vidimo, kje se je ustavilo. Pa še vodstvo slabe banke zelo veliko krat slišimo, da niti nimajo kakšnega hudega interesa
kaj takšnega prodajati niti stanovanj, ki jih imajo. Ne? In ta pravljica se ponavlja kar naprej. Zopet bomo ljudje sanirali slabe ali pa neodgovorne poslovne odločitve na področju kreditiranja vodstva NLB in njenih hčera. Na drugi strani pa seveda pa ne moremo izvesti tiste začrtane projekte, ki smo jih želeli izvesti. Celo plačati, ne? Tako je. Tako. Žalostno, ne? Torej nekaj časa bo še takšno parkirišče, kot je. Sej prav pride, ne? Sam lepo ni. Boljše pa kot tist kup peska, ki je bil takrat, Tako, ja. in pa opeke, katerega smo dali odstraniti in seveda nekako zagotoviti saj makadamsko parkirišče za ljudi, ki ga rabijo. Vidimo pa, da je ves čas zasedeno. Ja, to pa je zagotovo. Ja, še z eno odločitvijo, recimo, oblasti niste zadovoljni, pa to skoraj da vsi župani, tudi v prejšnji oddaji zagorski župan bil zelo kritičen do davka na nepremičnine. Predvsem tudi zaradi tega, ker občine ste imele doslej nekaj vzvodov v rokah, da ste pomagali podeželju, da ste pomagali tudi kakšnemu novemu podjetniku, ste mu oprostili plačila nadomestila za stavbne zemljišče. Zdaj pa to se v rokah država, pa še vse skupaj bo bistveno dražje. Občina pa vprašanje, če boste dobile toliko nazaj, kot ste zdaj pobrale, pa še sami boste veliko plačevali, ne, za razne športne objekte, za bolnice, zdravstvene dome in tako naprej šole. Kakšen je vaš komentar? Sej to kar naprej ponavljam, ampak se mi zdi, da je tako slab zakon, da je prav, da se to kar naprej poudarja. Podobno kot se ne strinjam z nekaterimi rešitvami v zakonu o slabi banki, se ne strinjam tudi z tu pa praktično se pa konceptualno ne strinjam z zakonom o davku na nepremičnine. O tem smo že govorila. Tako, ker sem član združenja obeh reprezentativnih združenj občin, predsedstva obe, tako združenja občin kot skupnosti občin Slovenije, sem sodeloval v obeh teh telesih in v združenju občin smo že pred mesecem dni naslovili ustavno pritožbo oziroma zahtevo za ustavno presojo skladnosti določb tega zakona z samo Ustavo Republike Slovenije. No, pred 10 dnevi pa tudi predsedstvo skupnosti občin Slovenije vložilo podobno zahtevo, tudi seveda še z nekaterimi dodatnimi argumentacijami. Moram reči, da država po moji osebni oceni tu zajeda ne samo v listino o lokalni samopravi Evropske skupnosti, ampak gre za ustavne kategorije, ker posega v za ustavo zagotovljene pravice lokalnih skupnosti. Namreč nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča je najpomembnejše, bi rekel, originalni prihodek občin, izvirni prihodek občin. In vse občine smo se potrudile in seveda, bi rekel, na zakonit način, upoštevajoč specialne okoliščine, lokalne okoliščine, seveda ta sistem pobiranja nadomestila, bi rekel, izvajamo tako, da seveda zagotavljamo te izvirne prihodke. In sedaj pa seveda z zakonom država posega v tej meri, da se 50% sredstev po letu 2016, ker sedaj imamo 2014, 15 pa 16 prehodno obdobje, ampak po letu 2016 pa bo seveda 50% tega sredstva šlo v občinske proračune, teh sredstev seveda sedaj v preobleki zakona o davku na nepremičnine, nič več nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, 50% pa se bo steklo teh sredstev v republiški proračun. Glede na to, da občina Trbovlje pobere tega nadomestila v višini več kot 1,5 milijona evrov, pomeni, da bo
leta 2017, da bo teh izvirnih prihodkov za občino Trbovlje najmanj 750 tisoč evrov manj. Na drugi strani pa bomo morali plačevati še davek na nepremičnine za vse objekte vseh zavodov, ki so v lasti občine Trbovlje, na področju športa, kulture in tako naprej, šolstva, vzgoje, izobraževanja in tako naprej, kar pomeni dodatno še tam okrog 200 tisoč evrov. Tako ocenjujemo, da bodo prihodki manjši za 750 tisoč evrov, odhodki pa povečani iz naslova davka na nepremičnine v višini več kot 200 tisoč evrov, kar pomeni praktično 1 milijon evrov manj sredstev v proračunu za investicije. Tu gre pa za tista sredstva, ki predstavljajo sofinanciranje deleža občine, ko se prijavi na razpis s operacijami, ki se sofinancirajo iz evropskih sredstev. Kar pomeni, da občine ne bodo mogle zagotavljati sredstev za sofinanciranje teh evropskih projektov, kar pomeni, da ne bodo uspele ali pa mogle prijaviti se na vse tiste projekte, ki se ob današnjih javnofinančnih razmerah v občini lahko. To je tisto, kar je najpomembnejše in česar se največ bojimo. Na drugi strani pa seveda, kot pravim, gre za poseg v ustavno kategorijo. Neodvisnost, izvirni prihodki lokalnih skupnosti. In upam, da ustavno sodišče ne bo politično odločalo, kot je že v nekaterih primerih politično odločalo. Ok. Upajmo, ne. Oddajo snemava sicer v torek, lahko do tega trenutka, ko oddajo spremljajo ljudje že kaj znanega več. Deva še besedo ali dve o okoljskem dovoljenju, ki ga je prijela Trboveljska cementarna. Lahko kaj več poveste o tem? 23. januarja smo dobili odločbo oziroma okoljsko dovoljenje za pridobivanje 1250 ton cementnega klinkarja dnevno za Lafarge Cement cementarno Trbovlje. To je to obliko nekako v navednicah, da bodo ljudje bolj razumeli nekako običajno, normalno obradovalno dovoljenje. Medtem, ko je bil postopek za souporabo, za sosežig, je bil pa ustavljen. Če bodo to želeli, bodo morali ponovno vložiti. Seveda, potem bo morala Lafarge Cement cementarna Trbovlje iti v novi postopek in v tem primeru bo občina Trbovlje zopet stranka v tem postopku in seveda bomo videli, kaj bo. To dovoljenje je pa za dobo 10 let, pa kakršnakoli pritožba ne zadrži izvedbe tega, izvršitve tega dovoljenja. Ena firma v Trbovljah bo nekako 10 let normalno delovala. To dovoljenje je povsem normalno. To dovoljenje je zame normalno dovoljenje, podobno kot ga imajo drugi okoljski zavezanci v Zasavju. Tako. Ni veliko podjetij v Trbovljah, v Zasavju, ki bi še kolikor toliko normalno poslovale. Dobro, nekaj jih je, ETI, Steklarna Hrastnik, pa recimo zdaj cementarna. Imamo TET, kjer se tudi nič točno ne ve, kaj bo s termoelektrarno Trbovlje. Po drugi strani imamo pa že zdaj konec meseca, bo kar precej rudarjev, pa tisti, ki so zaposleni na rudniku, prejelo odločbo, da gredo na čakanje, da se bodo prijavili že zelo kmalu tudi na Zavod za brezposelne, kjer bo še bistveno več brezposelnih Trboveljčanov, pa tudi Zagorjanov, pa tudi Hrastničanov, niso samo rudarji iz Trbovlj. Glejte, župan, iz leta v leta tudi strani politike, tudi občinskih vodstv poslušamo o neki tretji razvojni osi, boljših prometnih povezavah Zasavja z središčem, z preostalo Slovenijo. Poslušamo o energetiki, kaj se bo vse postorilo. Poslušali smo tudi, da bo rudnik Brdnica še deloval.
zdaj smo že spet v drugem letu, ne, pa ni nič s tem, pa očitno ne bo nič s tem. Rusi naj bi kupili termoelektrarne Trbovlje, pa tudi s tem nič ne vemo, kaj bo. Elektrarne še vedno ne stojijo na srednji Savi, tudi s tem ne vemo nič, kaj bo. Se mi zdi, da se pri nas v Sloveniji vse predolgo odloča. Če bi župani tako delali pri projektih, pa se bi vam vsi ušli, ne? Ne, vsi ušli. Ljudje bi prišli na občino in nas zbrcali v zadnjice in zbrcali iz same hiše, če bi lokalne skupnosti tako delale, kot dela država. Poglejte, pred sabo imam zaključke razgovora vseh županov in pa vodstva energetskih družb in pa direktorja, predsednika razvojnega sveta regije z dne 22. Oktobra lanskega leta, ko smo imeli na Ministrstvu za infrastrukturo in prostor sestanek z ministrom za infrastrukturo in sestanek z gospodarskimi... Z Omerzelom in pa Stepišnikom. In tu pred nama so zaključki. Zaključki od tem, kaj bo ministrstvo zahtevalo od holdinga slovenskih elektrarn, poročilo o poteku pogajanj z ruskim kupcem Burlakovom, o tem, da je potrebno pospešiti te aktivnosti in zahtevati od holdinga, da se te aktivnosti pospešijo. Se pravi, vse pozitivno za to, da bi do prodaje termoelektrarne kot edini najprimernejši ukrep, ki ga mi v tem trenutku vidimo, ker vemo, da gre ves denar za dokončanje objekta toplarne TEŠ 6. Vreče brez dna, pa kakorkoli, bova temu rekla. In da seveda je pred holdingom slovenskih elektrarn negotova usoda. Vendar od tega se ni naredilo nič. Ping-pong si mečejo holding slovenskih elektrarn, MZIP in pa seveda vlada. In pa v zadnjem času celo tudi sod. To je bil prvi zaključek. Kar se tiče rudnika Trbovlje-Hrastnik, je ministrstvo se zavedalo, da bo rešilo trenutne likvidnostne težave. To je naredilo, ker je sredstva, ki po ZUJF-u pritičajo rudniku Trbovlje-Hrastnik v zapiranju za leto 2015, jih je takoj namenilo, vendar ta sredstva so sedaj že porabljena. In sedaj je rudnik praktično zopet brez sredstev za zapiranje. Vodstvo rudnika se je zadolžilo za pripravo realnega in vzdržnega plana za leto 2014. Moralo je vodstvo rudnika javiti oceno vrednosti podjetja Spekter, Ministrstvu za infrastrukturo in prostor. Tudi Spekter se že dolgo prodaja, ne? Potrebno je sprejeti odločitev o reviziji Zasavskega zakona s ciljem varnega in kvalitetnega zapiranja RTH, izvedbo kadrovsko-socialnega programa in sanacijo površin. Preveri se možnost prezaposlitve dela rudarjev v rudnik Lignita Velenje. In pa ministrstvo bo pospešeno nadaljevalo z aktivnostmi na upravnih postopkih, ki bodo omogočili izločitev potencialnega pridobivalnega območja Brnica. Razen zagotovitve trenutnih sredstev, ampak iz leta 2015 se ni zgodilo prav ničesar. Če rečem na kratko, država rudnik Trbovlje-Hrastnik ne zapira, ampak ga likvidira. Likvidira ga. In zato smo vsi župani ponovno poslali pismo predsednici vlade in zahtevali, da se sestanemo z njo v zvezi z hidroelektrarnami na srednji Savi, kot tudi v tej zvezi. In ta sestanek so preložili, načrtovan je bil za ta petek, sedaj so ga preložili zaradi obveznosti predsednice vlade na sredo 5. februarja ob 10. uri. In verjetno bo to samo še en sestanek, ne? Žal. Tam bomo mi seveda zahtevali vse tisto, za kar smo se že v Zasavju poenotili že več časa. In zahtevali, da nas ne vlečejo več za nos, po domače povedano, ampak da je sama situacija v Zasavju, še posebno v Trbovljah in pa Hrastniku,
poznate tudi program kratkoročnih razvojnih ukrepov podpore zaradi velike stopnje brezposelnosti, da seveda vlada končno sprejme ukrep. In ko je vlada tudi imenovala komisijo, ki mora do 31.12.2013 pripraviti projekt rekonstruiranja oziroma revitalizacije energetike v Zasavju. Kje je zdaj ta projekt? In zahtevali bomo korenite odgovore. Vkoliko teh odgovorov ne bomo dobili in vkoliko ne bomo dobili trdnih zagotovil, da se bo tu nekaj naredilo, potem bomo šli v dodatne ukrepe državne nepokorščine, vključno z mano ured. Namreč, vsako delovno mesto je pomembno in izguba vsakega delovnega mesta je usoda vsakega rudarja in njegove družine je tudi usoda občin. Usoda občine Hrastnik in usoda občine Trbovlje, malo manj občine Zagorje, ker je manj Zagorjanov zaposlenih bilo v rudniku Trbovlje-Hrastnik. So bili pa v Sveji. So pa bili v Sveji. Ampak, in zato, seveda, mi bomo vse naredili, tudi občina Trbovlje bo zagotovila pravno pomoč v primeru kršitve pravic odpuščenim delavcem, vkolikor jim ne bodo zagotovljene odpravnine in drugi ukrepi aktivne politike zaposlovanja. Občina Trbovlje bo vsem tem, in to zdaj javno povem, in bomo dali tudi na splet naše hiše, bo vsem zagotovila brezplačno pravno pomoč. Kot pravim, ker usoda vsakega odpuščenega rudarja je naša skupna usoda. In tega se zavedamo. In ne bomo dovolili, da se v tem obdobju, še posebno potem, da je Zasavje, rudarsko Zasavje, 200 let dejalo in se razdajalo, tudi bolnica Ljubljana ne bi mogla normalno delovati brez zasavskega premoga in ostale inštitucije in ustanove republiškega značaja. Sedaj pa se na vse to pozablja. In se zgovarjajo čez, s tem denarjem niste pravilno ravnali, niste gospodarno ravnali in tako naprej in tako naprej. Ja. Povedal sem že prejšnjemu predsedniku vlade in tudi v sredo bom povedal predsednici vlade. Gre za podjetja v lasti države. Vkolikor so ugotovljene kakšne nepravilnosti, ima država v rokah vse kontrolne in kaznovalne mehanizme. Preko nadzornega sveta, preko resornega ministrstva, preko kada ali pa soda. In vkolikor to je, potem naj te ljudi poišče in se jih naj kaznuje, če je do tega res prišlo. Ne more pa ves kolektiv rudnika Trbovlje-Hrastnik in pa tudi občine ne morejo nositi posledice teh govoric, ki so lahko tudi iztrte, izvite. Zato ne pristajam na takšne govorice, tudi strani odgovornih ministrov ne. Izvedite postopke, imate vsa pooblastila, da jih lahko izvedete, ukrepajte, tisto, kar je pa potrebno, pa naredite. In kar je potrebno, spremeniti zakon kot specialni predpis na tem področju, zakon o zapiranju rudnika Trbovlje-Hrastnik, določiti normalen rok samega zapiranja in pa seveda zagotoviti sredstva za izvedbo socialnega programa, kadrovskega programa, za izvedbo sanacije rudnikov in pa seveda za izvedbo sanacije degradiranih površin, ki sedaj ostajajo breme občin. Na to ne moremo pristati. Prišlo bo celo do tega, koliko država to ne bo naredila, še v mojem mandatu, da bomo tožili državo. Ker iz teh degradiranih zunanjih površin, če pogledamo samo Trbovlje, pa pogledajte bivše naselje Limberg, in ko se ustavite na poti za Klek in pogledate, gre za pogled, kot bi gledal luno, površino lune, na eni, na drugi strani pa za ogromen naravni zbiralnik padavinske vode, ki preti v primeru dolgotrajnega deževja, da bo z vso svojo blatno maso, jalovino in tako naprej priletelo v center Trbovlje. No, in ogrožalo življenje in premoženje ljudi.
Vsekakor se Na to ne bom nikdar pristal. zapiralna dela niso opravila tako, kot bi se moralo. Ne, Se tudi še že v niso preteklosti, ne. še niso do konca Vse tiste, ne, popravila. ki so se že. Ne. Ja. Kakorkoli že, bojim se, da bo prišlo do sestanka, da bo verjetno izdelan še kakšen projekt, pri katerem bo kdo spet kaj zaslužil s kakšnim elaboratom, kakšne rešitve za Zasavje pa se bojim, da ne bo. Torej, verjetno bo res na koncu ostala državna nepokorščina. Ne? Samo na kratko. Naše zasavske zahteve so poenotene v Zasavju, No, to je pomembno. kar je zame zelo važno, glede samega pomena nastopa do vlade. In vkolikor, seveda, ponavljam še enkrat, vkolikor naše zahteve ne bodo upoštevane, bomo, vsaj kar se tiče Trbovlj, skušali preko vseh akterjev na lokalni pa medobčinski ravni zavarovati interese rudnikov in pa občank in pa občanov našega Zasavja. No, upajmo, da da to ne bo potrebno. Kakorkoli, prišla sva do konca oddaje. Hvala za obisk v studiu. Še bo priložnost, da kakšno rečeva. Hvala vam za povabilo. Hvala pa tudi vam za pozornost in srečno.